Živa, tole je Link & Co 08, jaz sem navdušen. In valjda sem se zagrebil zanj in zdaj ti povem 7 stvari, ki jih moraš nujno vedeti. Prva stvar, 08 je priključni hibrid, torej združuje dva svetova, elektriko in bencin. Ampak tale Link & Co 08 je drugačen. V Evropo prinaša še nekaj, kar do zdaj še nismo imeli. Baterija ima kapaciteto 39,6 kWh, kar pomeni, da lahko samo na elektriko narediš, če si majčkeno previden, tudi 200 km. Druga stvar, kad ti zmanjka elektrike, ti je na voljo 1,5 litrski bencinski motor, ki ponuja 137 konj. Vem, mogoče bo kdo rekel, da je to malo, ampak če prešteješ še moč elektromotorja, ti je na voljo skupaj sistemske moči 345 konj, kar je pa tudi za tale avto, ki ima več kot 2,5 toni, čisto dovolj. Tretja stvar, dizajn. Meni je top. Drugačen, ampak na tak prefinjen način. In če misliš, da je to pač sam še en dodaten Kitajc, tale znamka se je rodila na Švedskem in ustvarjali so jo tudi Volvovi strokovnjaki. Sam lastnik je bil takrat in je še zdaj kitajski gigant Geely. Četrta stvar. Jaz se ne morem odločiti, kje je ta avto meni bolj všeč. Zunanjost ali notranjost. Ampak ker večino časa preživiš v notranjosti, jaz glasujem za notranjost. Tale avto ponuja izjemno kvalitetno izdelavo. Izjemno lepo narejena, ogromno dodatne serijske opreme, pa res huda muska Harman Kardon. Peta stvar. Prideš do njega, se sam odklene. Ko si v njem, je že pripravljen na vožnjo. Ko se parkiraš, daš menjalnik v P in to je to. Greš ven iz avta, ta se sam ugasne in sam zaklene. V času testa z njim in s tem ni bilo nobenih težav. Šesta stvar. Električna poraba je pod 20 kW možna samo v mestu ali pa recimo z res umirjeno vožnjo. Ampak za neko normalno vožnjo, tako kot je recimo na našem nornem krogu, pa je tale avto porabil čist malo več kot 22 kWh, kar se tiče elektrike. Sedma stvar. Osnovna cena Link & Co 08 je 49 990 €. Ampak tale ni osnoven. Ta je tist, ki ima res čisto vso opremo. In pazi zdaj to. Zato, da dobiš takole opremljen avto, je treba doplačati 4000 €. Ok, da dobiš še tole barvo, je treba dodati še jurčka. Ampak all together, 5000 € doplačila, jaz mislim, da bi to pri marsikakšni drugi znamki bilo bistveno več.